Mišmaševci lepo pozdravljeni. Prišel je čas, ko je na naša vrata potrkala tetka zima. Z njo so poleg nizkih temperatur nastopili tudi krajši dnevi, ki jih lahko odlično izkoristimo za praznično ustvarjanje. Danes smo v goste povabili našo dobro znanko, gospo Petro Kulšek, ki bo z nami delila nekaj odličnih ustvarjalnih idej. Gospa Petra, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, božiča in zime se veselimo vsi. In zraven seveda sodi tudi praznično ustvarjanje in okraševanje. Kateri motivi pa so značilni za to obdobje leta? Jaz mislim, da imamo vsi, ko pomislimo na praznični december, lučke, da je nekaj bleščečega, svetlečega, to pomeni bleščice. Potem seveda kakšni angelčki, snežaki, potem kakšno barve, kot so, ne vem, modra, zlata, srebrna, da je resnično to takšno praznično vzdušje, ki je nasprotje tem dolgim dnevom oziroma predvsem temnim delom dneva, ki pa nas na nek način pozovejo, da če že nismo zunaj, pa bodimo notri ustvarjalni. Torej, kadar se lotimo ustvarjanja, ni nujno, da uporabljamo zgolj rdečo v prazničnem času, drži? Drži, rdeča je nekakšno značilna za ta decembrski čas, pa vendar življenje nam ponuja toliko barv, tudi konec koncev sama narava. Bela barva je tista osnova, če imamo srečo, da je sneg, in na belo barvo paše vsaka barva. Morda res ne takšne tiste pomladanske zeleni odtenki, ampak tudi temnozelena, rdeča, modra, vsi ti odtenki dejansko pašejo na ta praznični čas in je dobro, da jih uporabimo. Seveda skupaj z nečim bleščečim. Vsekakor. Prej sva omenjali angelčke, božičke in lučke. Vse te reči lahko kupimo v trgovini. No, danes pa bomo kar nekaj lepih reči izdelali tudi sami. Bi lahko rekli, da so te stvari, za kateri sami vložimo več truda, časa in potrpežljivosti, vredni več? Ja, zagotovo. Vsaka stvar je verjetno v trgovini, se nam zdi veliko bolj bleščeča, veliko lepša, kot pa če jo izdelamo mi sami. Pa vendar, ko jo nekomu podarimo, ponavadi nekomu podarimo, konec koncev tudi, če okrasimo svojo sobo, podarimo to okrasitev samemu sebi in je veliko lepša in veliko bolj dragocenejša. No, marsikdo si zaželi božičnega ustvarjanja, potem pa ugotovi, da ničesar nima doma, ne pripomočkov, ne materiala. Pa to drži, ali lahko tudi doma izbrskamo marsikaj uporabnega in spremenimo v nekaj čudovitega? Ja, ravno to, kar bomo danes ustvarjali, ima zagotovo vsakdo doma. Ravno zato sem nekako razmišljala, radi se izgovorimo, ne, nimam ničesar za v roke vzeti. Pa vendar mislim, da to, kar bomo danes ustvarili, ima zagotovo vsakdo doma in lahko samo z malo domišljije in pa seveda veliko truda naredimo čudovite, tako dekorativne kot uporabne izdelke, kot dejansko izdelke, ki jih lahko tudi na koncu podarimo. Odlično. In da ne bova preveč dolgovezili, najbolje, da se kar lotiva dela. Kateri izdelek bo danes prvi? Kaj bova ustvarili? Ja, jaz sama osebno, če pomislim na praznični december, je v prvi vrsti voščilo. Torej, da pošljemo tistim, ki so nam dragi, voščilnico. Kljub vsej sodobni tehnologiji je prav, da smo še vedno, lahko v narekovajih rečem, staromodni, da se potrudimo, naredimo sami voščilo oziroma voščilnico in potem še na roke napišemo eno lepo sporočilo in ga pošljemo po tisti čisto običajni navadni pošti. Zelo čudovito. Torej, katere materiale in pripomočke pa potrebujemo za izdelavo tele voščilnice, ki nas čaka danes? Potrebujemo škarje, ravnilo, svinčnik, lepilo, ali je to tekoče ali pa trdo lepilo, potem pa en barvni papir, lahko je tudi čisto navaden papir, morda, če dobimo kakšno malo debelejši papir, je dobrodošlo. Nekateri imate pa lahko tudi že narejene te osnove za voščilnice. In pa nek zimski oziroma praznični motiv.
Če znate sami risati, je dobrodošlo, da narišete sami. Če pa ne znate, je pa popolna rešitev ali pobarvanka ali pa poiščete na spletu in si natisnete kakšen praznični zimski motiv in ga potem seveda pobarvate. Pobarvate ga lahko s flomastri, z suhimi barvicami ali pa vodenimi barvicami, kar je pač vam najbližje in najljubše. In potem, ko imate takole pobarven tale motiv, ga seveda na samo osnovo voščilnice prilepite. Zato uporabite lahko, tako kot sem rekla, ali trdo lepilo ali tekoče lepilo, lahko pa tudi obojestranski lepilni trak. Ko mažemo in pripravljamo stvari, je dobro mizo tudi zaščititi, če še nismo povsem spretni z lepilom. Ja, zelo priporočljivo, kakšne te reklame ali pa stari časopisi nam vedno prav pridejo. Pozor, kadar torej imate tole osnovo za voščilnico in ko nalepite motiv, vedno najprej pogledate, kako se voščilnica odpre, kajti zelo rado se nam zgodi, da nalepimo na tole stran. Seveda motiv hiše zaenkrat še ne stojijo na samih strehah, potem napačno odpiramo, zato najprej si pogledate, kako se voščilo oziroma tale osnova za voščilnico odpira in potem poskusimo čim bolj natančno naravnost, odvisno seveda od motiva, prilepiti. Ker pa je to voščilnica, s katero bomo ponazorili okno, je dobro, da je prilepljena, kolikor se le da, naravnost. Pravzaprav bomo ujeli pogled čez okno, drži? Tako kot da bi se na kakšen lep zasnežen zimski dan zazrli skozi okno. Takole, načeloma bi ta voščilnica že bila lahko čisto narejena, mi bomo pa seveda naredili okno. Če smo si sami odrezali torej tole osnovo za voščilnico, potem nam je zagotovo ostal kakšen trak papirja v isti barvi, kot je sama osnova in približno lahko seveda poljubne širine traku, ampak priporočljivo oziroma taki centimetrski trakovi bodo ravno prav veliki in široki, da boste lahko naredili same okvir od samega okna. Takole si pomagamo z ravnilom in pa svinčnikom, da si naredimo ravne trakove. Lahko pa konec koncev, a veste, domišljija ne pozna meja, naredite tudi valovite trakove, res tukaj ste lahko popolnoma ustvarjalni in svobodni. Takole si naredimo poljubno število trakov, zagotovo pa za takšen izgled okna, kot ga bomo mi naredili, potrebujete 4, 5, 6 trakov, torej širine 1 centimetra. In potem najprej si naredimo sam okvir. To pomeni, da trak pomažemo z lepilnim trakom ali pa samim trdnim lepilom. In nič hudega, če majčkano prekrijemo samo sliko. S tem lahko popravimo tudi kakšno napako pri izrezovanju naše pobarvanke, kaj ne? To je odlična varianta, če se nam kje zalomi. Pa da moramo kaj prikriti, je takole zelo dobro. Takole, te trakove bomo še potem odstranili, potem še drugo stranico. Pa obstaja kakšno pravilo, lahko morda modro nadomestimo s kakšno drugo barvo papirja ali pa morda sam okvir našega okenčka s kakšno drugo barvo? Ja, lahko popolnoma poljubno barvo, lahko tudi dodate bleščice zraven na sam okenski okvir ali pa kakšno vato nalepite, da še bolj ponazorite samo zimo kot tako. Tako, tudi tole bi že v bistvu lahko bila naša voščilnica zaključena, ampak mi bomo naredili takšno okno, ki ima še prečke v sami sredini. Tako da še tudi te, na primer, prečke so lahko drugačne barve. V našem primeru bojo iste.
Skratka, pravil ni, drži? Pravil ni, oziroma predvsem spodbuda je, da smo čim bolj ustvarjalni, čim bolj, da uporabimo svojo domišljijo, predvsem pa materiale, s katerimi razpolagamo doma. Takole. Nekateri smo radi oziroma so radi zelo realistični, takrat se potem držite, da je vse pod pravim kotom in da je vse lepo prilepljeno, naravnost. Če pa ste malo ustvarjalni, pa lahko tudi poljubno nalepite te trakove. Seveda zdaj takolo voščilo je zelo težko poslati, tako da obrnemo in pa potem tole, kar sega ven iz same osnove voščilnice, porežemo. Vsekakor je tako lažje, kot pa da bi prej pomerili, kaj ne? Ja. In potem zalepili. Verjetno ne bi tako navdušeno lepili. Takole je pa najbolj enostavno, da porežemo. In pa potem seveda še tule na sami osnovi. Ta okenski okvir oziroma samo voščilnico bi lahko še poljubno okrasili morda s kakšnimi gumbi ali pa tako, kot sem rekla, ne pozabiti na same bleščice. Pri tem bodite pozorni, da bleščice rade potujejo po naših stanovanjih in se prilepijo kamorkoli mi ne želimo, tako da smo majčkam bolj previdni pri sami uporabi bleščic. Tako. In je taka čisto enostavna voščilnica z res malo materijala, dejansko zagotovo vsakdo ima papir doma, če nima nekaj natisnega, lahko kaj izreže, tudi same revije konec koncev lahko izrežemo, lahko tudi sami narišemo, kar je še bolj dobrodošlo, lepilo in pa škarje pa tista osnova, ki jo pa zagotovo vsak šolar ima doma na domačih policah in naredimo čudovito voščilnico, sami smo jo naredili, domače izdelave je in pa potem, če še notri napišemo eno takšno lepo voščilo in pošljemo prijatelju ali pa svojim domačim, je to res eno tako čudovito darilo. Vsekakor. No, nama je tale izdelava stekla kar hitro. Koliko časa pa bi potrebovali mišmašovci, če bi se lotili izdelave? Ja, me smo prihranili na času, ker sem že jaz doma pobarvala tole sam motiv. Dobro je, da ko barvamo ali ko rišemo, da se res potrudimo. Tako da to je zdaj čisto od posameznika odvisno. Za samo voščilnico, ko pa enkrat imamo pobarvani motiv, pa ne potrebujemo več kot tam 10, maksimalno 15 minut. In za koga je voščilnica primerna, kdo vse jo lahko ustvari? Lahko se je lotijo tudi najmlajši otroci, kaj ne? Tako je. Če so morda malo nespretni z samimi škarjami, je pa takrat pomoč staršev ali pa starejšega brata ali sestra dobrodošla. Vse ostalo pa lahko tudi najmlajši ustvarijo. Omenili sva, da seveda voščilnica brez lepe misli ne obstaja, pa lahko mišmašovcem dava še kakšen namig, komu lahko voščilnico tudi pošljejo? Ja, pošljete lahko torej kakšni svoji babici, dedkom, ne pozabite na svoje sosede, ne glede na to, koliko so stari, vsak bo vesel voščila, lahko pa tudi svojemu prijatelju, prijateljici in pa seveda ne pozabite pisati tudi 3 dobrim možem, ki tudi radi prejmejo kakšno voščilo v tem veselem decembru. Tako, voščilnica je končana, sledi kratek glasbeni predah, potem pa nadaljujemo z današnjim prazničnim ustvarjanjem. Bela noč me spet objame, občutek me prevzame, ki spomine prebudi. Spet se jutra veselim, ko prekrita bo snežna pot, drobne stvari so to, zvezde na nebu vedo, da za božič se počutim.
snežinka se poje, toplina me spomni na moje. Oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi. Še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je ta, ki me greje. Solze mi sreče napolnijo življenja to, ker za Božič sem spet kot otrok. Ko jih vidim nasmejane, obraze vse poznane, v stari postelji zaspim, le doma tako zažarim. Daj objemi me spet močno, drobne stvari so to, zvezde na nebu vedo, da vsako leto rada vrnem se domov, kjer bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje. Oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi. Še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je ta, ki me greje. Solze mi sreče napolnijo življenja tok. Bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje. Oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi. Še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je ta, ki me greje. Solze mi sreče napolnijo življenja tok, ker za Božič sem spet kot otrok. Današnjo oddajo smo obarvali praznično ter pripravili nekaj odličnih ustvarjalnih idej. Petra, kaj naj čaka v nadaljevanju? Ja, poleg voščilnice ponovadi postavimo tudi smrečico, naše praznično drevo, nekaterega zelo lepo sodijo kakšni angelčki. Tako da bomo naredili v bistvu takšne praznične okraske za naše božično drevo. Zelo lepo. In kaj potrebujemo? Sedaj imamo pred sabo le tulec, je to to? Ja, dejansko, kar se tiče materijala, je dejansko to, ja. Potrebujemo tulec, na katerem se bo hotil naš toaletni papir in ga seveda ne zavržemo. Da pa bomo lahko dokončali ta naš praznični okrasek, pa potrebujemo še ravnilo, svinčnik, škarje in potem kakšno pisarniško sponko, kakšne okraske, vrvice. In pa imamo vroče lepilo, morda se kdo boji ga uporabljati. V tem primeru potem uporabljamo tekoče lepilo, vendar bom potem povedala v samem postopku, je potrebno takrat potem dlje časa držati, da lepilo prime, kajti čeprav je tale tulec tanek, je le takšen material, da tekoče lepila potrebujejo dlje časa, da sam material skupaj držijo. In najbolje, da se kar lotiva izdelave. Tako. Torej, potrebujete tale tanjši tulec toaletnega papirja in ga takole sploščimo. In danes pri vseh stvareh merimo 1 centimeter, tako da tudi tukaj ne bo nič drugače. Naredimo takole si oznake po centimeter. In če nam morda merjenje z ravnilom predstavlja kakšno težavo, lahko seveda za pomoč ponovno poprosimo starše, kaj ne? Tako je. Starši, starejši bratje ali pa sestre so zelo pri tem uporabni, da si drugemu pomagamo
ampak te oznake na ravnilih niso tako težavne. Torej, samo te velike številke, ki so, pri tistih naredimo takole pikico oziroma črtico in potem ti dve pikici povežemo z ravno črto. To bo vodilo, da bomo lažje ravno narezali. Tukaj pa, tako kot pri voščilnici, smo lahko bili zelo ustvarjalni in kreativni. Tukaj pa je ravnina zelo priporočljiva in dobrodošla, ker drugače bomo pri samem sestavljanju posameznih delčkov imeli težave. Takole. Naredili smo v bistvu centimetrske trakove, ki jih bomo sedaj izrezali škarjami. Pri tem, če nimamo dovolj moči, pa tudi poprosimo starejše, pa morda v stanovanju najdemo malo večje škarje, tiste najmanjše škarje, s katerimi lahko pisarniški papir režemo. Tukaj res ne pridejo v poštev, ker v bistvu dve plasti tega kartona moramo odrezati skupaj. Petra, kaj pa, če imamo različno velike tulce in porabimo tiste nekoliko večje? Ali to pomeni, da moramo tele črtice narisati čez ves tulec ali imamo kakšno določeno število teh kolobarčkov, ki jih na koncu potrebujemo za angelčka? Ja, v bistvu za angelčka potrebujemo za krilo 3 tele kolobarčke, pa za sama krila oziroma perutke 3 kolobarčke, če takole postavim, ne? Torej, za sam spodnji del potrebujemo 3 kolobarčke in potem za sama perutke 3 kolobarčke in pa potem še polovičko enega kolobarčka za samo glavico. To pomeni, da si morajo v bistvu mišmaševci narisati 7 teh črtic oziroma teh trakov in jih izrezati. Priporočam pa, da res pogledajo vedno, da so ti tulci mehki, ker imate tudi od kakšnih papirnatih brisač ali pa česa drugega, so malo debelejši, tisto je pa zelo težko in tudi ne moremo tako prepogibati, kot bomo sedaj prepogibali. Torej, ko imate narezanih 7 tehle kolobarčkov, bomo naredili spodnji del samega krila oziroma angela našega. Pri tem si bomo torej pomagali z vročim lepilom. Naj se mišmaševci nikar ne ustrašijo vročega lepila, kar je edino pravilo je, da se ga nikoli ne dotikamo. Torej, moramo biti malo bolj, ne smemo biti vihravi, ampak previdni. Za spodnji del krila torej potrebujemo tele 3 kolobarčke. Na enem delčku bomo takole. In ko smo omenili, da se lepila ne dotikamo, lahko poveva tudi, da to lepilo zelo hitro zalepi sam izdelek, kaj ne? Ja, zato ga midve tudi uporabljamo, zelo dobro zalepi in pa hkrati zelo hitro zalepi. Kar sem pa že rekla, torej ne smemo pa se s prstom, da bi zdaj takole, ko nanesem tole črtico lepila, da bi pa s prstom se dotaknila, ker dobim super fantastičen mehur, brezplačno. Peče, boli, ampak tudi on zgine potem, ampak zakaj bi, če se da, ne? Vsekakor. Če pa uporabimo navadno tekoče lepilo, v tem primeru pa priporočam mišmaševcem, da torej nalepijo tako, kot smo zdaj midve tole naredile in potem s kakšno kljukico ali pa pisarniško sponko ali pa s prsti nekaj časa oziroma kar nekaj več časa držijo, da se to res dobro zalepi. Ničesar ne razpiramo, ampak si damo takole na stran. Kaj pa lepilni trak, bi ta prišel v poštev ali se raje držimo lepil? Obojestranski lepilni trak tudi pride v upoštev, ja. Pri tem bi lahko tudi uporabili, ampak tudi moramo res počakati, da se torej to lepo strdi med sabo in je to to. To imamo zdaj spodnji del narejen. Tele laske pa nikar se nič bat, lahko komot potem se jih dotikate. Potem pa bomo naredili same perutke oziroma sama krila od angelčka. Pri tem tale kolebarček damo na polovico in tako fajn stisnemo, da dobimo takšno črko V. Tudi tukaj je pomembna natančnost, kaj ne? Ja, tukaj, tako kot sem rekla, pri voščilnici sem vas spodbujala, da ste kreativni, da lahko je marsikaj po strani valovito. Tukaj pa moramo biti natančni, zato da potem, ker bomo to skupaj sestavljali, da pride podoba angelčka
prava ven. Torej imamo takšne le 3 črke V. Toplo priporočam z vročim ali s tekočim lepilom. Notri v samem kolobarčku damo lepilo. Ni dobro, da se razpre, kaj ne? Ni dobro, da se razpre, ker če ne bi tega naredili, bi se vam potem tale črka V razprla. Torej vsako črko V takole z lepilom skupaj zlepimo. Vendar pa je pomembno, da z lepilom ne pretiravamo, kaj ne? Ja, ali je vroče, ali je tekoče lepilo, je dobro, da smo zmerni, hkrati pa tudi ne smemo pa premalo lepila dati, ker potem pa se tale papir ne bo skupaj zlepil, mogoče za hip, ampak vemo, da bomo te okraske imeli na sami smrečici, stanovanja so topla, zrak je suh in potem se rado zgodi, da nam lahko tudi tale sam angelček razpade. Torej, imamo sedaj tele 3 črke V in jih takole sedaj med seboj po sredini zlepimo. Takole, da pokažem. Torej, znova lepilo in damo drugo črko V notri in lepo stisnemo. Pri tem tudi kakšna sponka, kljukica ni odveč. Se pravi, lahko opozoriva, da tukaj lepimo enega v drugega, tukaj pa smo enega poleg drugega, kaj ne? Da ne bo prišlo do napake. Ja, to pa ja. Drugače boste pa pač imeli še eno krilo manjšega angelčka, ampak ja, tele črke V lepimo eno v drugo in znova stisnemo. In potem, ko imamo takole vse 3 črke V stisnjene skupaj, sledi še pa torej zadnje dejanje, ko pa zlepimo zgornji in spodnji del angela. Torej, to krilo celotno stisnemo v tele V-je. In pa seveda tudi pri vročem lepilu moramo malo počakati. In sedaj dejansko krila nič ne razpiramo, nič ne premikamo, samo pustimo, da se tako vroče lepilo ohladi, tekoče lepilo pa strdi. Takole. In zdaj v tem vmesnem času pa bomo mi še naredili glavico. Torej, tole rezinico tulca prerežemo na koncih, dodamo v bistvu na polovičko in uporabimo samo eno tole polovičko in jo takole malo med prsti na okroglo povlečemo, ker iz te polovičke bomo v bistvu naredili glavico. Tudi to bo potrebno zlepiti, kaj ne? Ja, tudi to bo potrebno zlepiti na vrhnji del tehle kril. In sicer tako, da na vsak konec damo lepilo. In če pomislimo, je tale naš angelček tudi zelo ekološki, kaj ne? Kajti recikliramo sicer odpadni material. Tako je. Naš angel je zelo ekološki, hkrati pa tako, kot smo že na začetku omenile, zagotovo resnično v vsakem stanovanju, v vsaki hiši se najde takole. Majčkeno potrebujemo truda, naj ne obupajo. Tudi če se vse nam zlima s prsti, tudi če na začetku ni glavica ravno takšna, kot naj bi bila, to bomo vse potem oblikovali. Pomembno je, da torej dobro tole prilepimo gor. Držimo s prsti, če je tekoče lepilo malo dlje, tako kot sem že rekla. Je pa tako res, tako kot smo omenile, res zelo ekološki angelček. Dejansko ne zavržemo v smeti, sam tulec, ki ostane, ampak ga še uporabimo za res lep izdelek. Tole nam nagajajo. Pa
Pravijo tudi, da nas angelčki varujejo, pa to pomeni, da bi jih lahko imeli na kakšni polici kar celo leto ali so bolj namenjeni le Božiču? Mislim, da angeli imajo pa res takšno mesto, da so celo leto aktualni. Morda res, da je, če se potem mišmaševci odločijo, da ga posipajo z obiljem bleščic, kar je seveda dobrodošlo v tem času, potem morda čez celo leto niza na poličko, morda nas zmoti v tistem letnem času, ko je sonce močnejše, da se pa res blešči, ampak angeli resnično so celo leto aktualni. Takole, angelčka smo zdaj zlepili in potem sledi razpiranje kril. To pomeni, da konico tegala rezince pritisnemo, pa še drugo pritisnemo, da se krila razprejo, da na nek način angel poleti. Tudi tukaj ne smemo biti premočni, kaj ne? In pa čakati, da se lepilo posuši. Ja, najprej se mora vse dobro posušiti. Lahko v tem času naredijo še ostale angelčke, če se odločijo, da jih več naredijo. Pa potem na koncu takole razpremo krila in pa seveda tudi spodnji del se lahko poljubno razpre. Zdaj naš angelček je popolnoma ekološki. Imamo tamle tudi enega angelčka, ki sem ga posprejala z zlatim sprejem, lahko torej uporabljamo barvne spreje, lahko pa tudi ga premažemo s tekočim lepilom in ga namočimo v bleščice in je potem ves bleščeč. To je pa zdaj seveda čisto po želji vsakega posameznika. Naš angel bo seveda, ker je to angel, ki se ga bomo obesili, moramo mu narediti luknjico. Pri tem si pomagamo z risalnim žebljičkom, torej na vrhu naredimo luknjico. Takole. Če je luknjica, da uporabimo na primer vrvico, premajhna, uporabite ražnič palčko ali pa kakšno pletilko si sposodite, tam ko imate shranjeno volno, takole, da imamo večjo luknjico. In potem napeljemo vrvico ali pa v našem primeru tole pisarniško sponko, lahko je takšna srebrna, lahko zdaj jih imate res v različnih barvah. Samo takole razpremo, da dobimo takšno črko S. In potem skozi tole luknjico. Tudi ni treba nekaj posebno stiskati, preverjeno drži to na sami smrečici. Naše angel pa še dobi seveda, vi lahko mu date snežinko, lahko mu dodate zvezdico, naš angelček pa bo imel srce, takšno zlato, bleščeče. In tako, najin angelček je pravzaprav končan, kaj ne? Tako. Srce pa lahko prilepite ali samo na eno stran, lahko pa seveda prilepiti na obe dve strani. Tudi s tekočim lepilom. Tako kot sem rekla, torej posebnost je samo pri tekočem lepilu ta, da malo dlje časa traja, da se posuši, ampak potem zagotovo drži, tako kot je treba. Odlično. Mi si bomo ponovno privoščili nekaj glasbe, potem pa razkrili še zadnjo ustvarjalno idejo, ki je povezana s snegom. Baby, vedno na te spomnim se, ko sneži. Dve snežinki, jaz in ti, letela sva med zvezdami, stopila se med prsti. Se spomniš tistega decembra in črn plašč iz usnja, ki
sem ti ga dal. Še pomisliš na vse polarne sije, a te kdo ovije, tako kot sem te ja. Zdal bi vse, vse, da še enkrat bi letel tvojo nedolžno dušo. Baby, vedno na te spomnim se, ko sneži, dve snežinki jaz in ti. Letela sva med zvezdami, stopila se med prsti. Baby, vedno na te spomnim se, ko sneži, padala sva jaz in ti, zamrznjena v večnosti, stopila se med prsti. V današnji oddaji ustvarjamo v božičnih barvah. Petra, danes smo že izdelali voščilnico in angelčka, sedaj pa se bova ukvarjali s snegom. Seveda ne čisto pravim snegom, temveč z nekoliko drugačnim snežakom. Kako se ga izdela? Ja, za snežaka potrebujete ali večji ali mali tulec, ki seveda ima pokrov, kajti ta snežak ni čisto navaden snežak, ni samo za okras, ampak vanj lahko damo kakšne domače piškote, ki jih izpečemo, če pa nismo vajeni peke, pa lahko tudi kakšne bombone, čokolado, vse je dobrodošlo. Ta tulec pobarvamo z belo akrilno barvo, da seveda ponazarja samega snežaka. Potem pa včasih se nam zgodi, da se nam strga kakšna nogavica in en par oziroma celoten par ni uporaben, tako da še eno takšno nogavico poljubne barve, vrvico, škarje, flomastre ali pa akrilne barve, odvisno s čim najrajši barvate. To je to pri našem snežaku. Sedaj pa, če se ga lotimo samega dela, nobenega lepila ne bomo uporabili, zato ker, tako kot sem rekla, ta snežak mora biti uporaben, da torej lahko darilo v samem njegovi notranjosti dobimo ven. Nogavico tule, ko ima peto, odrežemo. Takole. In ta vrhnji del nogavice, jaz bom proti sebi ga obrnila, da ga vidim. Tako, kapica je končana. Kapica je narejena, ampak vsaka kapica mora imeti še cof. Pri tem si pomagamo z vrvico. Lahko je barvna, lahko je čisto takšna navadna. Torej, ta del naše nogavice, kjer bi mi skrivali svoje prste, zavežemo in potem, da dobimo pravo obliko cofa, takole narežemo z samimi škarjami. Lahko si tudi takole pomagamo. Pri tem mišmašovci naj tudi včasih s papirjem malo škarje čisto po svoje nabrusimo, tako da včasih naše mame imajo prav posebej škarje za blago in si tiste lahko izposodijo. Petra, potem, če se ne motim, je snežaku potrebno narisati še obraz in nos, kaj ne? Ja. Če nam ne gre risanje, si lahko pomagamo tudi z gumbi, bele in črne gumbe. Takole. Tale del nogavice, ki nam je ostal, nikar ne zavrzite. Lahko ga takole simpatično odrežete in bo naš snežak imel še dodatno opremo. Tako kot da bi ga malo oblekli. In potem seveda mu narišemo obraz. Obraz narišemo z flomastri, lahko tudi z akrilnimi barvami, si najprej svinčnikom
Narišimo torej eno oko, pa drugo. Kakšne učke bomo narisali, to je res čisto stvar naše domišljije. Tukaj znova lahko uporabite domišljijo. Potem usta naj bodo vedno preširna, velika in nasmejana. In pa seveda ne pozabimo, vsak snežak ni snežak, če nima korenčka za svoj nos. Petra, najlepša hvala za današnji obisk v studiu in vse prečudovite ideje. Mišmašovci, danes smo vam s Petrino pomočjo razkrili nekaj odličnih idej za praznično ustvarjanje. Zato ne odlašajte in kaj lepega za svoje najbližje izdelajte tudi vi. Se vidimo znova prihodnji petek.